Rusija s Moskva zgodovinsko središče mesta. Star dvonadstropni dvorec. Stavba se je pogreznila v zemljo. Okenske police prvega nadstropja so v nivoju tal. Poglejmo okna v drugem nadstropju. V prvem nadstropju so okna enaka po širini, a manjša po višini. Kaže, da so bile v preteklosti višine oken v obeh etažah enake. Višina drugega nadstropja je veliko večja od višine prvega nadstropja. Ali vidite razliko? Drugo nadstropje je visoko. In prvo nadstropje je pol manjše. Opazite, kako so okrašena okna v prvem nadstropju. Oglejmo si stavbo z dvorišča. Prej so bila tu okna. Tukaj je okrasna polica nad oknom. Enako kot s strani ulice. Tukaj je okenska odprtina. Zgradili so jo z opeko in prekrili z ometom. Zakaj narediti okno pri tleh? In potem ga položite z opeko? Je to arhitektov genialni načrt. Zgodovinarji pojasnjujejo, da je bila ta hiša zgrajena na pobočju. Zato se je izkazalo, da so okna nalevi na tleh. Toda prvemu nadstropju očitno primanjkuje višina. Pod prvim nadstropjem naj bi bila klet, tako kot sosednja večnadstropna stavba. Tudi hiša je na pobočju. Vendar njen levi rob ni pogreznjen v zemljo do samih okenskih polic. Gradbeniki so naredili podlago normalne višine. Stari dvorec je sploh brez kleti. Zgodovinarji pravijo, da se je hiša v mnogih letih pod lastno težo pogreznila v zemljo. Po uradni dokumentaciji je starost hiše od 200 do 250 let. Ta večnadstropna stavba je stara 90 let. Tehta veliko več. Ogromna gmota hiše ni spustila pod zemljo celo stoletje. Obe stavbi stojita na isti pobočju in na isti vrsti tal. Toda lahko dvonadstropna stavba se pogreza v zemljo do nivoja okenskih polic. Zakaj se je to zgodilo?